Zdravo. Jaz bom rekla, da se je kar simbolično poslabšalo vreme. To se pravi, da ta naša raziskava na žalost ne bo imela tako vzpodbudnih podatkov, kot ta prej. Sem izredno vesela, da Nika pa Damjan, da so to naredili, tudi kako je Barbara v bistvu vse skupaj zvizualizirala. Vsi, ki se karkoli ukvarjamo z zagovorništvom na tem področju, pač kreativnem, kulturnem, smo imeli vedno težave, pač, ok, veš, da to nekaj obstaja, sam kakšni so te deleži. Tako da izjemno navdušena sem, da ta študija obstaja, hkrati se čist popolnoma, po mojem, vsi, ki tle delamo, tudi zavedamo vseh metodoloških omejitev. Ampak jaz nikoli skoraj, da nisem v funkciji raziskovalke, ker čeprav 20 let že delam v bistvu na kulturnem kreativnem sektorju, sem v bistvu vedno raziskovalka bila. Potem se je pa zgodil Poligon, ki je imel tudi raziskovalno osnovo, tako da jaz sem zdaj, ko je Poligon spet brezdomen, v raziskovalni poziciji me na nek način prav navdušuje. Ampak kaj je pa moj fokus? Jaz sem psihologinja pa socialna delavka in mene vedno v kulturnem pa kreativnem sektorju zanimala pozicija delavca, a ne. In kot je v bistvu prej dobro pokazala ona slika od Barbare, a ne, mi govorimo, da dejansko imamo tle 70% ljudi, ki so samozaposleni, a ne. In kar pomeni to, da je to zelo specifičen sektor in to, da je fokus na delavcu, a ne, in na opolnomočenju delavca, ne vem, kot v socialnem delu mi tako govorimo, je v bistvu bil fokus tudi vedno Poligona, a ne. In torej, ko se je zgodil COVID, smo mi imeli podpisano partnersko pogodbo z Centrom za kreativnost. In je bilo tako, kaj bomo mi delali s to partnersko pogodbo, če ne moramo narediti nobene delavnice, jaz hočem v živo delati z ljudmi, a ne. In potem je Luka rekel, da kaj pa, če bi mi v bistvu naredili rajš raziskavo, ker ves čas smo pa na Facebooku, pa pri vseh social mediji spremljali, kako so ljudje v veliki stiski, a ne, kako ne vejo, kaj se jim bo zgodilo, pa toliko jih je ostalo doma brez dela, a ne. In res bi se vam zahvalila, a ne, da Center za kreativnost, takrat smo mi rekli, a lahko namesto delavnice rajš gremo delati to, in so rekli, ja, ok, razumemo, da je to pomembno, a ne. Ker meni se je zdelo najbolj problematično to, da tudi pri pripravi ukrepov, a ne, na kaj se sploh nasloniti. Jaz vem, da je bilo ful težko zasnovati ukrepe zaradi tega, ker nimaš nobenih številk, a ne. In potem smo se mi odločili, da bomo naredili raziskavo, ki bo ne samo orisala, kaj se s kulturno-kreativnim delavcem dogaja v času COVID, ampak, kar se mi zdi tudi bistveno, ker tudi ni bilo izmerjeno prej, koliko odporen je sektor že pred tem. Jaz kot kvalitativen raziskovalec ne bi mogla narediti sama te raziskave niti pod razno. In tukaj so z mano zdaj Polona Černičeva, ki je v bistvu bila ta glavna statističarka na projektu, potem Teja Kosi, ki ne vem, kam je zdaj trenutno, tukaj je za Rožo, potem Luka, ki je vse skupaj koordiniral, pa Maruša Račič, ki jo ni tukaj, pa je vse skupaj zvizualizirala. Še danes smo delali zadnje popravke poročila, tako da naše poročilo ni stiskano, lahko si ga pa zdownloadate na naši spletni strani. Je pa lepo oblikovano, ampak tudi prezentacije še nimamo, ampak so samo tako podatki. Ampak jaz vas bom popeljala čez celo raziskavo skozi in vas opozorila na neke detajle, ampak vas res vabim, da to lepo vse skupaj počasi preberete. Raziskava se je delala zdaj v aprilu in jo ponavljamo še konec leta. Imamo pa danes tudi ful dobro novico to, da je na podlagi našega slovenskega pilota se Evropska komisija odločila, da se ista raziskava ponovi v 35 državah, to se pravi 27 EU plus 7 dodatnih in danes ali pa jutri štartamo že evropsko. Tako da bomo imeli tudi primerjalne podatke, ja. Čisto noro, zakaj so nam tako rekli, so rekli, noben sploh za noben sektor se ni tako hitro odzval pa zmeral, a ne, to, kar ste vi naredili, je pa tako noro, da bi rabila imeti cela Evropa to zmeren. Tako da smo v bistvu to osnovo, kar smo spraševali Slovence, smo tako prilagodili, da bo še vedno primerljivo, ampak da bo pa hkrati aktualno, ker to se bo pa zdaj anketiralo od zdajle, od danes ali pa jutri do sredine julija, a ne. Tako da ja, bomo imeli evropsko, noro, sam ne vem, kako bomo to vse zmešali, se ne bo zdelo, ampak je pa zanimivo. Cela raziskava ima zraven razne citate, to je ena taka neverjetna stvar. 1521 ljudi se nam je odzvalo in rekli, da bo
rešili in so rešili vprašalnik, ki je bil dolg v povprečju 16 minut. To se v Sloveniji načeloma ne dogaja. To vsi, kar raziskujemo, vemo, da je to tako izjemno. Je pa logično, če sediš doma in si v stiski in ne veš, kaj boš počel, pač rešeš vprašalnik. Kar je mene še najbolj šokiralo, ker jaz kot kvalitativc moram dati odprta vprašanja in upati na čim več odprtih odgovorov. Tudi po 400 odprtih odgovorov smo imeli. Tako da imamo v bistvu ta še en zelo bogat del raziskave, je ta kvalitativen del. Tako da začetek ta, da upam, da ta anketa ni sama sebi namen, vsekakor pa hvala. Res upam, da ne bo, in tukaj, ko vas vidim, koliko enih odločevalcev je v publiki, bom res zadovoljna, če se bojo te v bistvu zadeve upoštevale in nesle malo naprej. Tako da, vse to boste brali potem sami doma. Tle imamo še angleški prevod, zaradi tega se nam je zdelo nujno, da se v bistvu že takoj da. Malo en uvod sem vam povedala, recimo, kar je bilo meni super, je bilo to, takrat, ko smo mi v bistvu začeli delati, pa ko smo mi začeli analizo delati, mi da še nisva vedeli, kakšno je v bistvu to stanje sektorja. In sva takrat zastavili, da jih po mojem sektor velik je 50 000 ljudi, in potem, ok, vi končno daste cifro 35 000, kar pomeni to, da smo mi zanketirali 4,3% cele populacije, kar je v bistvu super. Tudi, kar se tiče regije, se mi zdi, da smo bili dosti uspešni, po spolu pa vi nimate podatka noter, tako da jaz ne vem, bi si rekla, da je bolj ženski sektor, ne vemo pa, a je to reprezentativno ali ne. 60% ženske rešili, 35 moških, izredno visoka izobrazba, potem 38,8 let je bila povprečna starost, pa 12 let delovnih izkušenj. In to se pa totalno ujema z vašimi temi podatki. 60% je bilo Ljubljane, Maribor smo mogli še med raziskavo malo pospešiti, ampak potem smo imeli taj delež, tako da je mariborski konc približno 10% in potem vsi ostali. Jaz bi tukaj opozorila samo na eno stvar, ker vemo, da se CZK financira iz evropskih sredstev ali pa daje projekte in vemo, da je ta kohezija vedno usmerjena na vzhodna pa zahodna. In tukaj imamo mi v bistvu en velik paradoks. Po eni strani imaš toliko skoncentriranega na zahodu sektorja, po drugi strani moraš pa razporejati ta sredstva več za vzhod, kakor zahod. In je v bistvu frustrirajoče, lahko je ta gospod, ki je v začetku govoril, koliko se jih je prijavilo na ta CZK projektni razpis, koliko so to super cifre, ampak moramo vedeti, da pač večino ljubljanske populacije, večino teh ljubljanskih prijaviteljev izvisi, čeprav je tukaj tudi v bistvu konkurenca veliko hujša in so tukaj tudi boljši projekti. To je samo en tak pomislek, ker sem gledala prej vse te stvari. No, zdaj pa ustvarjalci po podpodročjih, da imam tudi to ni v bistvu po teh podpodročjih, ste jih vi točno zmerali. Jaz bi rekla, ful težko boste videli te številke, jaz vam bom samo bistveno povedala. Film, audio je najbolj reševal, uprizoritvene, potem pa grafično oblikovalci pa glasba. Jaz bi rekla, da so bili še bolj motivirani tisti, ki so ostali popolnoma brez dela in so rešili. V naslednji verziji ankete bomo mi upoštevali pač te deleže, pa bomo probali tudi to v bistvu nekako dobiti. Pa še en velik tako, upoštevamo to klasifikacijo kulturno-kreativnega sektora. Jaz bi samo rekla, da iz prakse gre za nekaj. Oblikovanje jaz vedno v raziskavah delim, zaradi tega, ker je velika razlika, a si ti modni oblikovalec, ali si grafičen, ali pa storitven. Recimo storitven ali pa produkten, ker storitveni oblikovalci veliko bolj zaslužijo. Medtem, ko imaš pa oblikovanje tekstilja ali pa modno, ki imajo pa v bistvu res nizke prihodke. Tako da, ko se to daje vedno v isto kategorijo oblikovanja, je znotraj toliko heterogena, da jo jaz rajš potle naknadno že združujem, če je treba. No, in tudi tukaj nismo hoteli razlikovati, da bi se zmišljali, veliko raziskav v Sloveniji je narejenih samo za en status, recimo, samo za samozaposlene v kulturi, ali pa samo za podjetja pa to. In smo rekli, ne, pač gremo pogledati popolnoma čez cel sektor, od zaposlenih v javnih zavodih, do tistih, ki delajo v nevladnih organizacijah, do tistih, ki so samozaposleni. To se pravi, vsi tisti, ki so šefi bili svojega biznisa, smo jih spraševali daljšo verzijo vprašalnika z vsemi poslovnimi podatki. Če si pa ti samo zaposlen bil recimo v nevladni organizaciji, si pa imel krajšo verzijo, ker te nismo mučali s temi podatki o finančnem stanju podjetja, kaj pa nekdo v povprečju recimo, da to ve.
Tako da to je pač bistvena stvar, zdaj smo pa tako, rezultate, imeli so totalno težavo, mi smo v bistvu imeli, en mesec je bil vprašalnik aktiven, začetek maja smo ga začeli analizirati, zdaj smo pa tukaj, Anja je še najprej predlagala 28. maj za ta dogodek, bi bil čist prepozen. No, mislim, bi bil čist prezgoden, mi bi v bistvu čist preveč, a nas bo tale dež, ne vem. Ok, in zdaj najbolj bistvene stvari vam bom samo povedala. Koliko delavcev je obsedelo doma popolnoma brez dela, a ne? Koliko jih je v marcu, pa aprilu, pa maju že dobilo odpoved posla, a ne? Pa kakšne naj bi te vrednosti bile? In potem še ena stvar, nekaj je tisto, ki zgubljaš denar, druga stvar je pa, ki ga moraš ti plačevati. Kaj pa se je dogajalo z najemninami? Ker vemo, da v bistvu veliko nekih ustvarjalcev ima neke prostore, a ne? Tako da v prvem delu smo mi to pogledali. In sicer tukaj so bili podatki kar šokantni, 31,5% vseh delavcev je ostalo doma. Največ tistih na film, audio, video, uprizoritvene, glasba, fotografija, kreativni turizem, to se pravi vsi tisti, ki morajo delati z ljudmi, občinstvi in tako naprej, ali pa v velikih skupinah, a ne. Popolnoma brez dela, 31,5%. Ko smo spraševali pa vse ljudi, koliko jih je že dobili odpoved posla. Pa poglejte to ta moder, skrajno leven graf. Za marc smo jih spraševali, ker marc so lahko dejansko ocenjevali, za april pa maj so pa delali napovedi. 77% vseh je rekli, da je dobilo odpoved posla. S tem, da se je med marcem, pa aprilom, pa majem še spremenil ta delež, v marcu jih je še 17% rekli, da ne bojo dobili odpovedi posla, med tem za april pa maj je bilo pa samo še 7% prepričanih, da bojo obdržali vse posle. Zdaj teh cifer sploh ne vidite, to so cifre, koliko je ta vrednost odpovedanih poslov po pravnih statusih. Tukaj bi rekla, da tistke najdaljše grafe, DOO-ji pač beležijo največje odpovedi po samih golih cifrah. Kar je logično, glede na to, da en DOO ima lahko ful zaposlenih, a ne, to gre samo za vrednost odpovedanih poslov. In ko gledamo to povprečno cifro je taka, ko smo vse skupaj po pravnih statusih dali skupaj, je za marc pomenil skoraj 3000 evrov odpovedi, za april pa za maj pa skoraj 6000 evrov odpovedanih poslov. Meta, ki je brala raziskavo, mi je rekla, ja, ampak Eva, če pa to pogledaš z neto plačami, to se pa ne ujema, a ne, je te ful več, a ne, kot tako. Seveda, to so odpovedani posli, ki imajo noter in stroške, recimo podizvajalcev, celo vrednost projekta, recimo vse, kar močni materialne stroške in vse tako, to je vrednost projektov, ne plač. To bi vas opozorila, ko boste brali raziskavo. No, kdo je dobil največ odpovedi poslov? Vidite, da so odpovedi visoke pa vseh, ampak fotografija, spet film, audio, video, uprizoritvene, glasba, kreativni turizem, spet sodijo med te najvišje. Potem pa še, ok, tu imamo tudi po posameznih področjih, po vrednostih, tukaj je zanimivo, ker se nam glih obrne. To se pravi, če smo prej govorili o računalniških igrah, a ne, pa to so oni, ki bojo dobili največje izpade, sicer programerji, a ne, ampak to ni nujno najbolj kritično, a ne. Najbolj ranljivi so oni, ki v bistvu imajo manjše izpade, a ne, sam so v bistvu res brez posla. Zdaj pa še ena taka zanimiva zadeva, ki smo jo pač mogli pogledati te najemnine. Polovico ljudi nima lastnega prostora, ampak so nam pa pisali v odprtih odgovorih, ni nujno po lastni volji, a ne. Ogromno takih si jih ne more privoščiti prostora in ga zaradi tega nima, ne zaradi tega, ker ga ne bi hotel imeti. In potem imamo tržnih pa netržnih najemnikov slabih 35%. In ko smo mi spraševali, ne, koliko teh, ker to pa morate vedeti, mi smo to aprila spraševali, eni so lahko že zelo na začetku aprila to reševali, ne. Je bilo tako, da med unimi, ki so se že probali pogajati za znižane najemnine, jih je bilo 18% uspešnih, 22% so pa rekli ne, da jim ne bojo znižali najemnine, med tem imamo pa še nekaj čez 30% tistih, ki so rekli, nismo se še pogovarjali, ampak se bomo probali zmeniti. To se pravi, v naslednjem merjenju bomo tudi to pogledali, kaj se je dogajalo z najemninami. Zdaj pa, učinkovitost dela med samoizolacijo, pa kako so se prilagajale različne aktivnosti. Zanimivo je to, da recimo 31% jih ni delalo, večinoma vsi ostali so delali doma. Eni so mogli zraven, 10% jih je mogli zraven delati in paziti otroke, med njimi sem jaz bila, meni se je mešal. Res, to čisto ena taka tako, če se mi ne bi preselili doma do mojih staršev, te raziskave ne bi bilo, zelo verjetno. Ampak kaj kažejo odstotki? Ko smo jih na lestvici spraševali,
koliko v bistvu ocenjujejo svojo delovno učinkovitost, jih je v bistvu, koliko že čez 73% jih je reklo, da je njihova delovna učinkovitost veliko nižja ali pa nižja kot prej, a ne. In potem smo pa te odprte odgovore analizirali in zakaj. Ena stvar je bila enostavno ta šok in stiska ob covidu, a ne, kad te totalno paralizira, kaj bo. Druga zadeva je, da so rekli, da ja, delovni procesi prek spleta se upočasnijo, a ne, to predvidevamo, če bi to dalj časa trajalo, a ne. Ja, ne bo 2 minute, sorry, ker moramo povedati te stvari, res. In je v bistvu delo prek spleta je v bistvu upočasni, potem je varstvo in šolanje otrok, številna domača opravila, pa da ni ločnice med delom in prostim časom. To je bila ena taka pomembna stvar, a ne. Potlej pa, kar se tiče teh nespreminjanja specifičnih aktivnosti med samoizolacijo. Če pogledate modre stvari, a ne, na tej sliki, so tiste, ki so obmirovale, bile prestavljene, a ne, ali pa niso vedeli, kaj se bo zgodilo, zelene so pa tiste nemotene potekale. Na kratko, vse z občinstvom je obmirovalo popolnoma, a ne. In tiste stvari, ki so v majhnih skupinah, ne vem, sestanki in tako naprej, raziskovalno delo pa to, se je pa odvijalo naprej. Zdaj, ocena vladnih ukrepov, nismo mogli mimo tega, bi pa poudarila tle. To se je v bistvu ocena vladnih ukrepov delala pred pa po prvem koronskem paketu, a ne. To se je v bistvu tukaj noter vzel. Pa kako vidijo prihodnost kulturno-kreativnega sektorja, pa kakšna bo po njihovem mnenju njihova lastna prihodnost. Ja, na 5-stopenjski lestvici so vladne ukrepe ocenjevali, a ne, 5 odlično, 1 nezadostno, 63,4% je ocenilo te ukrepe kot nezadostno, a ne. Ne zdi se mi to prav, da samo sprašujemo, koliko ocenjuješ, zakaj tako ocenjuješ. Tukaj je ključna zadeva. Zaradi tega, ker se jim zdelo, da so se ukrepi delali, da se je izkazalo, da se ne pozna značilnosti kulturno in kreativnega sektorja, predvsem to, da se ne razume, da to ni en sektor, tako kot frizer, ki se mu ustavi promet, neha delati in potem, ko spet zalaufa salon, spet dela nazaj, ampak imamo v bistvu popolnoma neritmičen način dohodkov znotraj leta in da so številni ustvarjalci pri tem ostali spregledani. Potem so dali rešitve, čim manj zbirokratizirani postopki za pridobitev pomoči, ne da te je potem strah, a ne, a boš zaradi tega, ker nisi znal izpolniti, v bistvu mogel vračati ali ne vem, kaj se ti bo zgodilo. UTD za vse, največja podpora, najbolj prizadevim, pa upoštevanje, da bo kriza nekatere prizadela z zamikom in to tudi 2-letnim zamikom recimo lahko, močnejše spodbude kulturno pa kreativnemu sektorju nasploh. Boste videli zadnji slajd, to je zelo bistvena točka, zakaj. Ocena ranljivosti, tukaj so med sabo ocenjevali tudi najbolj ranljive sektorje, ne bom poudarjala, še vedno so skozi tisti, ki prihajajo v spredje, tiste, ki vidimo kot dejansko najbolj ranljive. Zdaj, kakšna bo prihodnost kulturno-kreativnega sektorja, niso optimistični, vsi se bojijo tega, da bo še težje, hkrati imajo v bistvu v ozadju to finančno krizo pred 10 leti in se spomnijo, da je bilo v bistvu veliko odhajanja v tujino spet in da se je sektor sam še bolj drobil. In da v bistvu bo še težje najti naročnike, da se bojo še bolj pogajali za nižje cene, da bojo še pogosteje zamujali s plačili, a ne, in da bodo prizadeti ne le tisti, ki so manj iznajdljivi, kot nas uči v bistvu ta neoliberalistična družba, ampak na splošno, a ne, vsi, a ne, ker ta sektor ima še zelo dober spomin na 10 let nazaj, zato smo mi tudi poligon naredili, drugače ga sploh ne bi recimo. In zdaj pa to, kakšna bo naša prihodnost, ja, a ne, spet je to tako, da se ne vidijo neko dobro prihodnost, te bi jaz rekla, da mogoče je bila takrat tudi ona zelo velika stiska, da se je zdaj mogoče morala ljudi že majhen dvigala, ampak boji jih zmeraj bolj avtoritarno vladanje, a ne, in kar prihaja ta strah zraven, a ne, pa strinjajo se to, kar sem rekla, da bo v bistvu COVID imel dolgoročnejše pa številčnejše posledice kot pa kriza izpred 10 let. Zanimivo je bilo to, ni bilo toliko ljudi strah pred tem, da bi oni zboleli in ne preboleli covida, izjemno strah je pa prevladoval za rizične svojce. In pa skrb za finančno prihodnost smo mi v bistvu za nalašč dali par teh zelo potrošniških postavk noter in se kaže, da so že med covidom rekli, ok, samo najbolj osnovne stvari bomo trošili, ne gre drugače. In zdaj ta bistvena stvar, nekaj je, kaj se dogaja zdaj med covidom in kaj bojo posledice covida, nekaj pa je, koliko je ta sektor odporen od prej in tukaj so zelo slabe stvari. Neto dohodki anketirancev. Delali smo, za nalašč nisva splošno dali odprtega odgovora, ker so rekli, ljudje bojo raje zbirali, kakor pa mogoče sploh ne bojo dajali noter.
34,2% vseh, ki delajo, spada neto v predalček med 500 pa 1000 evrov. Samo 18% ljudi zasluži nad 1500 evrov neto. In to je pred covidom. In to so izredno slabi podatki, ki kažejo, da te ljudje dejansko nimajo bufferja preživeti take zadeve. 5,6 mesecev imajo prihrankov. Samo za 5,6 mesecev prihrankov. Kar pomeni to, če štejo marc, april, maj, juni, juli in smo avgusta, to se pravi pred koncem poletja, jih imaš ogromno na cesti. Mera smo, koliko jih je najemnikov pa lastnikov. Podpovprečno je ta sektor lastniški, a ne? Za svoje 34% ljudi najema v bistvu tržne najemnine. To se pravi, lahko jih imaš na cesti, nimajo prihrankov, nimajo nobene podpore. Zdaj, ko so se v bistvu ukrepi sprostili, pomoči ni več, marsikatera kulturna dejavnost še vedno ne more popolnoma potekati, a ne? In to je v bistvu ena taka zelo kruta računica. In še 60% jih dela in živi v Ljubljani, a ne? V najdražjem mestu. Pa vas nočem strašiti, sam povemo mi, res. Ampak zdaj, tukaj si boste lahko pogledali, kdo so tudi najbolj prekarizirani delavci, seveda študenti, avtorski. Drugo delo, to bi samo upozorila te, ko boste šli globlje v raziskavo, smo šli odprte gledati delo na črno. Jaz nisem upala dati kot svojo kategorijo, pa je kar velika. No, pa boste lahko pogledali po sektorjih, a ne tudi to, bi rekla tako, da vizualne umetnosti, ki prej v tem, da so direktno zdaj med covidom prizadete, niso toliko prihajale v spredje, vizualne umetnosti imajo v bistvu najnižje dohodke. Ocena spremembe prometa, povprečju, mi smo jih sprašali, kakšna bo ocena spremembe prometa, ne koliko se vam bo znižal promet, ne, to je zelo bistveno vprašanje. Noben po sektorjih ni rekel, da se mu bo zvišal, programerji so rekli, da se jim bo znižal samo za ene 25%, največ turizmu, to se pravi za 60%, ampak vidite, da so v bistvu dosti tam vsi na nekih tam 45%. Ampak tako da to je primerjava leta 2020 do 2019. Na koncu smo spraševali to, in to je zadnji slajd, vire prihodkov, samo ocena virov prihodkov v letu 2019. Jaz sem upala, da vaša raziskava ima tudi to oceno virov prihodkov, ki bi bila dejansko po bilancah in tako naprej, in jo ni. Ampak lahko rečemo, ok, so malo pretiravali, ali pa mogoče se ne spomnejo dobro. Ampak kar je mene šokiralo tukaj, in to je en tak zanimiv podatek, 62% vseh virov prihodkov naj bi predstavljali direkten trg, to se pravi, ali naročniki podjetja, NVO-ji, ali pa potem nevladni sektor, potem pa še končni kupci. Potem smo sprašali, koliko imate naročil iz javnega sektorja, a ne, je 20%. Ampak, ko smo pa mi ljudi sprašvali, koliko pa dobite razpisnega denarja, je bilo pa v bistvu lokalnih ali pa državnih samo 8% po samo oceni in 2% EU. Ko mi razmišljamo, ja, pa se imamo ful organizacij, ki se prijavlja na to pa vse to, ne pozabimo, 70% vsega sektorja so posamezniki. In očitno to kaže, da je njim popolnoma nedosegljivo. To je v bistvu en tak zanimiv uvid vse skupaj. Da ja, organizacije dobijo, ampak ta sektor je sestavljen iz posameznikov. Tako da tukaj boste videli tudi, kar se tiče virov prihodkov po posameznih panogah, tukaj bi samo rekla, da so tiste intermedijske tiste, ki dobijo največ in tukaj po tej oceni je 25%. Zdaj, kaj je moje priporočilo, pa s tem neham, ampak res nisem mogla prej nehati, je samo to. Meni se zdi, da smo zdaj na eni taki točki, da so, mislim, jaz tako razmišljam, ja, ok, državnega denarja ne moš kar razmetavati, ampak se mi pa zdi tako, a boš rezal ful ostro, komu zdaj pomoč ali ne, jaz mislim, da se ne splača. Ne splača se zaradi tega, ampak to jaz kot psiholog, ne kot ekonomist govorim, ker se mi zdi tako, da potem, ker imam pa jaz izkušnje s trgom dela in s to drago in dolgotrajno rehabilitacijo delavcev nazaj na trg dela, nočemo jih imeti v brezposelnosti. In to, kar nam zdaj kaže, je to, da sektor mislim, država bi pridobila noro veliko brezposelnih iz tega. To se meni zdi ena taka ključna zadeva. Pač ustavimo to in pred poletjem. Končam. Najlepša hvala. Kar ostani z mano, hkrati pa vabim ostale goste tega in gostje tega omizja, da se mi pridružijo oziroma da se nama pridružijo v omizju. Na koncu bo še dal en poudarek. Pa še vprašanja bojo pa odgovori.
Okay. Meta, če te lahko samo tu dopolnim. Zdaj vem, da vsi gledate v nebo, kdaj bo dež, gledate vsi radarske slike, ne se bati. Zdaj, če slučajno se vlije, imamo 15 minut in se prestavimo noter. Tako da zaradi neke manjših zamud, ki smo jih pač nabrali skozi pogovore, bomo imeli cirka okrog 1:30 kosilo. Skratka, čeprav razumem, ste tudi dež zamaknili. Ja, Okay. tudi. Okay. Manjka še Uroš Korenčan. Uroš. Evo. Zdaj smo pa vsi. Skratka, nam je dala en pogled, ki so ga v Poligonu pridobili skozi anketo. Zdaj bomo pa naše goste, ki prihajajo iz različnih zagovorniških skupin, predstavniških organizacij in civilnih iniciativ, še vprašali, kaj se je v tem času dogajalo na terenu. Mogoče bi začela s Petrom, zato ker je glasbeni sektor nekako bil med najbolj prizadetimi v tem času covida. Peter Baroš je v bistvu generalni sekretar Sigica, to je v bistvu predstavniška organizacija za glasbene industrije. In Peter, kaj bi lahko delil z nami? Kaj je zdaj z glasbo? Kaj se je dogajalo na terenu? Vam pomaga kulturno ministrstvo, vam gospodarsko, ker glasba je nekje vmes, tako da je to predstavlja še dodaten problem? Prosim. Hvala za besedo, lep pozdrav vsem. Saj verjetno vsakodnevno vsi v medijih spremljamo, kaj se dogaja, ne, se pravi zelo veliko koncertnih organizatorjev pravzaprav ne ve, z kakšnimi okoliščinami upravlja v zvezi z priporočili in omejitvami izvajanja dogodkov in tako naprej. Tukaj ne bi preveč izgubljal besed, predvsem bi se rad osredotočil na to, da v bistvu se pravi tisti segment glasbenega posla, industrije, ki je najbolj na udaru, je pač organizacija koncertnih aktivnosti. To je globalen problem, na dnevni ravni se dobesedno milijoni evrov in dolarjev izgubljajo na ta račun. Vedeti je predvsem treba to, da se pravi koncertna organizacija, koncert, turneja, festival, to so v bistvu ključni generatorji glasbenega posla. Se pravi, tudi ko neka zasedba posname ploščo, jo posname z namenom, da bo potem monetizirala vložek, finančni vložek v to produkcijo skozi koncerte. In tukaj v bistvu se zgodil globalni kolaps, po celem svetu spremljamo, kako se zapirajo prizorišča, kako se zapirajo festivali, kakšne finančne luknje ostajajo za tem. In ja, ključen problem povezan s tem je ravno ta, da v bistvu, se pravi, ena stvar, ki marsikomu ni takoj na prvi pogled jasna, da tukaj govorimo o zelo heterogenem sektorju v smislu, se pravi, imamo kulturno ministrstvo, ki je podpornik tako zvane neprofitne kulture, se pravi, bodisi gre za javni sektor, bodisi za izvajalce programov in projektov, ki so v javnem interesu. In tukaj je eksplicitno navedeno, to so projekti, programi neprofitne narave. Recimo segment, ki ga kulturno ministrstvo pokriva, pa je profitne narave, sta recimo film in knjiga. In tukaj smo mi že večkrat razmišljali o tem, da bi dejansko lahko po vzoru knjige in filma zapeljali tudi glasbo. Še posebej zavedajoč se tega, da na drugem polu Ministrstvo za gospodarstvo prav tako ni nekega oddelka sektorja, ki bi se posebej ukvarjal z tem področjem. Absolutno je velika pridobitev center za kreativnost, ampak stvari dosti ostajajo odprte in to se mi zdi tisto, kar v bistvu odločevalci pozabljajo. In vse to, kar smo danes slišali, povezano z standardno klasifikacijo dejavnosti, pa potem problematično zbiranja podatkov s področja glasbene industrije, dejansko izhaja iz tega. Se pravi, stvarne pristojnosti nad tem področjem glasbenega posla v bistvu nima nihče. Se pravi, Ministrstvo za kulturo je do nedavnega imelo eno točko v zakonu o medijih, ki je pač zapovedoval kvoto slovenske glasbe, to se je potem izkazalo kot neustavno in Ministrstvo za gospodarstvo edino, kar v bistvu sega v področje glasbe, je Urad za intelektualno lastnino, ki je pa zgolj nadzorni organ nad delovanjem kolektivnih organizacij. Skratka, proaktivne vloge v smislu državnega aparata na tem področju nihče ne igra.
Kot vem, je v bistvu v nekaterih drugih državah sveta ima močno vlogo tudi Ministrstvo za zunanje zadeve pri glasbi, zato ker je glasba ena močna izvozna panoga tudi. Kako je pa s tem pri nas? S tem pri nas, mi pravzaprav Ministrstvo za zunanje zadeve da, ampak tukaj gre za širši kontekst. Se pravi, te države prepoznavajo glasbo kot eno najmočnejših izvoznih pa tudi gospodarskih panog. Recimo Nemčija 11 milijard letnega prihodka z naslova glasbene industrije je podatek, ki je zelo zgovoren in tudi priča veliko o tem, zakaj je Nemčija bila med tistimi državami, ki je v ta sektor zelo veliko vložila. Še enkrat samo za vprašanje. Ja, kako je s tem pri nas? Ne vem, Ministrstvo ta ministrstva prepoznavajo v glasbi nek pomemben izvozni produkt ali ne? Ali se kaj dogaja na tem področju? Če ga ne prepoznavamo na državni ravni, ga tudi na mednarodni ravni ne prepoznavamo. Se pravi, Ministrstvo za zunanje zadeve ima oddelek za kulturo, mi tudi sodelujemo z slovenskimi ambasadami, ampak tukaj se moramo zavedati, to še vseeno spada v tako zvani sektor neprofitne kulture. Se pravi, to ni identično z tem, o čemer se tukaj pogovarjamo kot kreativni industriji, sektorju, ki je dejansko profitabilen. Ja, nekako smo videli, da je v bistvu problemi, ki se pojavljajo v sektorju in ki se pojavljajo na terenu, so v bistvu problemi, ki so obstajali že pred covidom, ampak so se zdaj v bistvu s to krizo samo še amplificirali. Točno to, mislim. In kaj bi v bistvu, na področju glasbene ustvarjalnosti, pa zdaj moramo vedeti, da Sigic podpira vse možne glasbene zvrsti, kaj bi na področju glasbene ustvarjalnosti potrebovali od države, od resornih ministrstev, ta sektor nekako preživel in da bi ven prišel, pač, če ne že močnejši, pa vse enako močen kot pred covidom. Na to temo je v bistvu 2 dni nazaj v Državnem zboru potekala 5-urna razprava, na kateri sem bil tudi sam, pa Inga je bila tudi tam. Se pravi, ugotovili smo, da dejansko nič od tistega, kar je bilo predlagano, v smislu posebnih davčnih olajšav ali pa določenih ukrepov, ki bi spodbudili ta sektor, da ne zamre, nič od tega ni bilo sprejeto, povezano tudi s tem ključnim nerazumevanjem. To, kar bi pa dejansko potrebovali, lahko pa v bistvu zelo jasno povem, sicer bi o tem lahko dolgo govoril, ampak mislim, da pač na področju Ministrstva za kulturo se mi zdi, da je predvsem treba najti način, ki producente, nevladne, javne, ne bo silil v to, da izvajajo hiperprodukcijo v drugi polovici leta, kajti zdaj smo vsi nekako v strahu, mi moramo zato, če hočemo ta sredstva dobiti, producirati te stvari in festivali se pomikajo na zaključek leta in podobno. Potem seveda mednarodni potencial slovenske glasbe je velik, to o tem tudi pričajo marsikateri posamezniki in zasedbe, ki imajo mednarodni ugled in tudi rezultate in tudi od tega živijo. Se pravi, to je nek val, ki bi ga bilo smiselno ujeti v tem, da se vzpostavi neke vrste glasbena izvozna pisarna, na čemer mi tudi že več let delamo in jo postavljamo in rečem lahko, da smo pravzaprav že vse segmente te glasbeno izvozne pisarne zajeli, za izjemo tega, da nimamo sredstev, s katerimi bi lahko neposredno podpirali turnejsko udejstvovanje. Tukaj so tudi davčne olajšave in pa ključna stvar, glede na to, vedeti moramo, 10 let nazaj se je v glasbi zgodil digitalni preskok, ki je v bistvu rešil to industrijo. V Sloveniji se nismo prilagodili temu, se pravi, nimamo implementiranih evropskih direktiv, ki bi spodbujale digitalno distribucijo glasbe in pa predvsem income, se pravi prihodek z tega naslova. To je nekaj, kar bi morali, tukaj smo dejansko, recimo YouTube, Slovenija je edina država v Evropi, ki nima urejenega licenciranja na tem področju. Hvala lepa, Peter. Petra, boste lahko po koncu tega omizja še vprašalke, če boste želeli. Zdaj bi pa mogoče šla na približno enakovredno, kar Urošu Korenčanu, prosim, predaj mikrofon, na približno enakovredno, kako se temu reče, ohromljeno področje in to so uprizoritvene umetnosti. Uroš Korenčan je z nami, Uroš je predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč. In Uroš, jaz bi te vprašala, s kakšnimi problemi se pa uprizoritvene umetnosti v bistvu soočajo danes in kaj je v bistvu tudi problem, recimo, vsi vemo, da prihaja jeseni do rebalansa, v katerem
pač proračunskim uporabnikom grozijo s 30% zmanjšanjem sredstev. Kaj bi teh 30% zmanjšanih sredstev pomembilo ne le za javne zavode, ampak tudi za vso kreativno pač srenjo, ki okoli teh javnih zavodov in od teh javnih zavodov tudi živi. To so razna društva, zavodi, samostojni ustvarjalci, nenazadnje so tukaj noter tudi publike, ne, ki bodo tudi oškodovane na ta način. No. Kaj se dogaja na tem področju? No, probleme si v resnici delimo na podoben način, skratka delamo z publiko, z obiskovalci in te prireditve so bile zaustavljene. Izpad prihodkov je pač prvi udarec, ki ga je naš sektor oziroma naše področje doživelo v sredini marca. Če gledamo koledarsko leto, ugotovimo, da v bistvu smo imeli samo januar pa februar na primer nekako normalna. Kar se ustvarjanja lastnih prihodkov tiče, je pa to v resnici neko sušno obdobje in bomo v bistvu prikrajšani pri ustvarjanju lastnih prihodkov v preostalem delu leta, pač druga polovica marca, april, maj popolnoma, ampak to, kar nas skrbi, je predvsem to, kako se bo lahko dogajalo pač postopna normalizacija, če bo šla z roko v roki tudi z vračanjem zaupanja publike, se pravi, kolikšen bo v bistvu udarec na lastne prihodke še v drugi polovici leta, v jeseni. To je prva stvar, ki jo lahko ugotovimo. Če potlej slišimo pač te neke govorice o tem, da ne bi se, mislim, da julija z rebalansom državnega proračuna sredstva za kulturo znižala in ta bojo potlej zarezala v programski delež, zaradi tega, ker plač se ponavadi ne dotika, ker so podložene zakonom. Je jasno, da gre v bistvu že spet za udarec v to, ko bi rekel, mehko programiranje, v bistvu v tisti fleksibilen del, v del, ki hrani v bistvu vso to vojsko samozaposlenih, v bistvu vso to, ves ta vzorc oziroma vso to množico, ki je bila prikazana v tej statistični raziskavi, ki je v resnici zelo široka, od mizarjev do skratka vseh zunanjih izvajalcev, ki v bistvu so vključeni, pa mogoče pretežno odvisni od naše produkcije, za vse te stvari v resnici zmanjka sredstev. Se pravi, se nam s tem v bistvu, ko se zareže, v bistvu podre cel ekosistem kreativni nekako, ne? In to je v bistvu težko na novo vzpostaviti nekako tudi. Mislim, ni samo, da bomo zdaj podrli, pa okej, po 3 mesecih pa začnemo, kot da nič ni bilo. Zdi se mi zelo pomembno, da ohranimo nek optimizem, ampak to, kar je Eva prej prepodvala, govori o tem, da bojo posledice v resnici vlekle rep kar nekam daleč. In to, kar je najbolj zaskrbljujoče, se mi zdi, je pa, da ljudje, ki bojo odšli nekam drugam, v drug sektor, kamorkoli že, se potlej, ko bo teh posledic konec, ne bojo vrnili. In zdi se tudi, da je ta preusmeritev, da jo bojo pač sposobni tisti, ki so najbolj uspešni, skratka, da zgubljamo potlej tudi če imamo pač neke vrhunske ustvarjalce in tako naprej, zavedno, da jih pač to izgubim. Recimo pri vas konkretno Lutkovno gledališče je zelo pomembno tudi stališča kulturne vzgoje za mlade publike in s tem, da v bistvu recimo, če si zdaj predstavljamo, da si starši še ne upajo otrok pač dajati v neke dvorane, kjer se tlačijo in tako naprej, s tem v bistvu imamo tudi škodo pri vzgoji mlade publike v bistvu, ki nam tudi izostane vmes za nekaj mesecev, kakšno leto mogoče ali kaj takega. Je to tudi problem lahko? Ne, jaz mislim, da po 14 dnevih, ko smo odprli, mislim, da smo v bistvu dokaj zadovoljni, kar se tega strahu tiče, ali pa, ja, kar smo bili skeptični, koliko se bojo ljudje upali. Vidimo nosečnice z majhnimi otroki, babice z vnučki in tako naprej, ki prihajajo, skratka se ne bojijo. Ampak seveda mi imamo to omejitev in v bistvu sploh ne moremo, mi smo imeli pred epidemijo težave, da v bistvu naša ponudba ni dohajala povpraševanja. Zdaj s to omejitvijo, ko igramo za 40 ljudi v dvorani, za 200,
bomo pa sploh težko v bistvu neko dostopnost zagotavljali. To je eno. Drugo, kar je tudi zaskrbljujoče, je pa seveda, da se bo spodbujalo vse več k nekim, dajmo reči v navednicah, komunikativnim dogodkom, komunikativnim vsebinam in da bo v bistvu trpel tudi nek standard kakovosti, da v bistvu neke zahtevne problemske tematike, da bojo izginjale in da se bo šlo zelo v smeri neke zabave ali pa že z eno nogo v komercialo. To je pa druga stvar, ki je v bistvu lahko nek izpad ali pa nižanje standarda na področju kulturno-umetnostne vzgoje. Konkretno za te obiskovalce, ki ne vedo, ampak recimo konkretno, koliko morajo javni zavodi na področju uprizoritvenih umetnosti, konkretno vi zaslužiti na trgu? V povprečju toliko, kolikor imamo v budžetu do zdaj, toliko smo morali, zaradi tega, ker je v bistvu ta delež, naprimer 20 do 40% je v teh javnih zavodih, mislim, da je Cankarjev dom je nekje čez 40%, mi smo na pamet govorimo približno na 30%, in ta denar je v bistvu skozi leta, pa skozi, mislim, Eva je prej opozorila na to, da nismo pozabili krize izpred 10 let, ampak mi se v bistvu nismo na noge postavili od takrat. Financiranje še posebej programa je ostalo ali pa se še celo v zadnjih letih nižalo. In v taki situaciji je bilo usmerjeno v bistvu vse, kar nekako ni bilo upravičeno financiranje, kot je vzdrževanje stavbe. Ok, podle sem naštel vsa ta vojska samozaposlenih oziroma ljudi, ki niso na plačah. Vse to je visi na lastnih prihodkih in ta izpad je v bistvu, to ni nekaj kot smetana za zraven, ki itak dobiš vse iz javnih sredstev, kot se včasih predstavlja, sploh ni res, ne. Hvala lepa. Zdaj bi pa predal mikrofon Ingi Remeta. Inga je predsednica društva Asociacija. Inga, društvo Asociacija v bistvu se ukvarja z zagovorništvom v kulturi in z aktivizmom že od leta 1992. Leta 2009 ste se profesionalizirali in v tem času je bilo veliko vzponov in padcev, veliko ste tudi dosegli za področje nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi, ampak zdaj v tem času so pa na plan privreli marsikateri problemi in katere glavne probleme ste pa vi zaznali v asociaciji? Vem, da ste upravili tudi neke ankete, kaj se dogaja na vašem področju, kaj se dogaja s samozaposlenimi v kulturi? Sem. Zdaj, ko poslušam vse to, skušam nekako čim bolj zožiti vse, kar imam za povedati, ampak si bom kar vzela čas, ker je veliko tega za povedati. Torej, ja, asociacija že kar nekaj časa dela na področju zagovorništva in se zelo aktivno ukvarja z zakonodajo in vzpostavljanjem nekih sistemskih mehanizmov za boljšo kakovost delovanja ali funkcioniranja sektorja na splošno. Vzponi in padci so, ampak vedno izhajamo iz pozitivnega duha, ki ga je že Uroš prej omenil in mislim, da so ključni te pozitivni, ker jih na koncu koncev ni bilo malo. V preteklih letih smo uspeli doseči, ne vem, dodatna sredstva iz strani Ministrstva za javno upravo, za matching funds, za evropska sredstva, ki so ključnega pomena za marsikatero organizacijo, ki mednarodno deluje. Uspeli smo vzpostaviti mehanizem profesionalizacije NVO-jev. Iz tega mehanizma tudi moramo reči, da je kulturno področje ravno tisto, ki je res zajetno konzumira ta sredstva in tako naprej. Mogoče v zadnjem, ne vem več kako govoriti, mandatu, letu ali pa vladi, no, ampak zadnji uspehi so tudi pač uvrstitev nevladnih poklicnih organizacij v zakon o kulturnem evru, tudi zvišanje bolniških za samozaposlene in tako naprej. Teh uspehov ni malo, ampak v množici oziroma v morju težav, s katerimi se soočamo od leta 2009 in naprej, so pač delujejo nični, ampak niso, oni so. Kaj se nam zdaj dogaja, je to, da, in še enkrat bom ponovila, da je res naš sektor tisti, ki je prvi zaprl vrata in ki ga med zadnjimi tudi odpira. In nažalost naše oblasti se sedaj tolčejo po prsih, da se odpiramo in vračamo na trg, ampak to je daleč od tega. Če
slučajno kdorkoli od vas spremlja protokole, pod katerimi mi vsi moramo delovati in funkcionirati, so grozljivi. Mislim, mi bomo delali in absolutno se jih bomo držali, ker je to edini način, da delujemo, ampak znotraj protokolov in seveda vseh ostalih ukrepov povratek na nivo, ki smo ga imeli pred korono, bo zelo dolg in dolgotrajen. Torej, kot so že prej večkrat omenili, izgubili smo ključno obdobje in še to obdobje, se pravi, delovanje na trgu in pridobivanje lastnih sredstev je ogroženo za kar nekaj časa. Vprašanje je kjerakoli od dvoran, s katerimi operirajo tako javni zavodi kot nevladne organizacije, sploh ima smisel, da so odprte, ker hladni pogoni in upravljanje teh dvoran bojo veliko več stale, kot dejanske pač uprizoritve na odru in tako naprej. Ampak ja, delujemo in bomo delovali in upamo na boljše čase. O čem smo se nazadnje v asociaciji pogovarjali in delali, pač je predvsem zakon, s katerimi se v raznoraznih paketih skušajo omiliti posledice na vseh področjih, z nekim, ne bom rekla razočaranjem, ampak očitno še čakamo, da pridemo na vrsto tudi s področjem kulture. V prvem paketu in drugem paketu smo poskrbeli za samozaposlene, za pač take ali pa drugačne pravne oblike, ampak nekako razumevanja specifike našega resorja zaenkrat pač ni videti. In z vsem spoštovanjem do vseh sektorjev in vseh specifik razumemo in ne mislimo, da katerkoli od sektorjev mora biti izločen ali pa kakorkoli, ampak mislim, da je čas in škoda, da resorno ministrstvo mogoče ne dela več na tovrstnih raziskavah, kakor so bile priče, ker kakor vem, so zadnje raziskave iz 2012, 2007 in tako naprej, ki izkazujejo ne samo obseg, ampak te multiplikativne faktore, ki jih po mojem mi ustvarjalci na področju kulture imamo dotlej. Mislim, toliko se trudimo izkazati in na unem področju in prispevamo k temu in zaposlujemo toliko in tako naprej, ampak specifike dela očitno še zmeraj nimamo umeščenega pač na vrhu ali pa v vladi ali pa kakorkoli. Tako da mogoče ključne stvari, ki smo jih izpostavljali v tretjem paketu, pa niso prišle na vrsto in res upamo, in zato smo tudi sedeli na odborih in tako naprej, upamo, da bojo v četrtem, so, ne vem, nefinančni ukrep, se pravi tisti, ki najmanj škoduje trenutno državi in vladi, so te vrednotnice. Uspeli smo jih uveljaviti za turizem, uspeli smo jih uveljaviti za šport in tako naprej. Zakaj jih ne moremo tudi za pač kulturne dejavnosti? Jaz mislim, da je to ukrep, ki bi v trenutnem situaciji zelo pripomogel k likvidnosti mnogo katerih poslovnih subjektov, ne glede na to, iz katerega so javni zavodi, nevladni in tako naprej. Zelo veliko govorimo tudi o bonih, kulturnih bonih, ki v mnogih državah in tudi samo Ministrstvo za kulturo je leta 2012 imelo eno raziskavo na tem področju, ampak kaže se, da boni ali pa vavčerji že v nekriznih situacijah v mnogih državah funkcionirajo kot primer zelo dobre prakse. V redu, očitno kulture pri nas ne obravnavamo tako, da bi imeli samostojne bone, tudi v redu, čeprav ne razumemo zakaj. Zakaj se potem boni za turizem ne morejo razširiti tudi za področje kulture? Torej tudi tukaj ni razumevanja, da kultura in turizem sta pravzaprav eno. Turizma brez kulture ni. In če lahko gremo ne vem, na Bled, prespati in kremšnito poje, zakaj ne moramo v tistem času pogledati nek koncert? Pač to so stvari, ki jih očitno, ne vem, turizem lahko, očitno naša vlada turizem še vedno razume kot neko nastanitveno dejavnost ali pa, ne vem, športno aktivnost in ne tudi kulturno, kar je absolutno nesprejemljivo, ker tudi mnoge raziskave kažejo tudi na te učinke. Za samo področje samozaposlenih od prvega paketa govorimo o finančnih ukrepih, govorimo o nekih oblikah štipendijah, ki absolutno niso visok strošek in zalogaj tej vladi. Govorimo o 2000 samozaposlenih, ki bi s temi štipendijami, ki niso darilni bon, ampak so plačilo za delo, vložek v kreativnost, v dejavnost, za izvedbo nekih dejavnosti, ki bi ohranjale delovno dinamiko in tako naprej v prehodnem času, ker vsi te ljudje bodo na ulici, niso pa, ne bom rekla leni, ker nočem biti žaljiva, ampak ljudje bi opravljali svoje delo.
in po pač zdaj temu izteku temeljnega dohodka, ki ga prejemajo, ne bojo imeli od česa preživeti. Torej, nek ukrep, ki bi generalno gledano bil 6 milijonov evrov, mislim, da ni tako previsok zalogaj za državo, da bi se ohranila dinamika in delo tudi temu sektorju. In seveda mogoče še zadnji, da ne bom dolga, smo tudi govorili o skladih za nepovratna sredstva, ki bi prav gotovo zelo prav prišla in javnemu sektorju in nevladnemu sektorju. Govorimo o mnogih, tisti, ki delujemo na področju kulture, sami veste, da se naši projekti in vsebine ne delajo iz danes na jutri, da so priprave za mednarodne konference, festivale in tako naprej potekajo mesece vnaprej. In za tiste mesece vnaprej so tudi nastajali stroški ob teh stvareh, ki realizacije dogodkov pa vsled pač covida ni bilo moč realizirati. In ravno tisti stroški so lahko za nekatere pravne subjekte ključne za preživetje ali pa ne preživetje. Žal zaenkrat tega pač opravičujejo oziroma razlagajo, da je nemogoče, ker gre za dvojno financiranje, ampak ne gre za dvojno financiranje in mislim, da razumevanje poslovne dinamike tudi tega sektorja nažalost ni na plodnih tleh in tako naprej in tako naprej. Skratka, ta sektor, potem ko je bil v karanteni 2 meseca, ne more od danes na jutri kar nadaljevati svojih dejavnosti. Vmes v tem času je pa v bistvu, so bili stroški za pripravo novih dejavnosti in tako naprej. Ne. Se pravi, da je neka dvakratna zguba v bistvu. Ne. Tako. Ok, mogoče zdaj predamo mikrofon Urški Jurman. Urška Jurman je predstavnica iniciative Solidarni s kulturo. Jaz moram reči, da me je ta iniciativa totalno navdušila in pozitivno presenetila, ker je ena najhitrejših iniciativ, ki so se... A bo ta mikrofon delal ali... Ok, cool. Je ena od iniciativ, ki so se najhitreje obrnile v tem času covida. In zakaj? To nam bo Urška pol podrobneje razložila. Zato, ker se je zelo veliko ustvarjalcev znašalo danes na jutri brez sredstev, ne brez sredstev za vlaganje v obveznice, ampak brez sredstev za kupiti hrano in plačati najemnino. Tako da so v bistvu znotraj te civilne iniciative Urška in njeni kolegi ustanovili fond za ustvarjalce, skozi katerega so se potem te najhujši problemi financirali. Obenem so pa zastavili eno tako blitzkrieg virtuozno akcijo, skozi katero, in zato se vam najlep zahvaljujemo, so vsem nam, ki smo samozaposleni v tem sektorju, omogočili nek temeljni dohodek za čas, ko smo bili zaprti v svojih kuhnah. Evo, Urška, prosim, nam malo več poveš o tej iniciativi in kaj so glavna spoznanja, ki ste jih skozi to izkušnjo nekako pridobili. Ja, hvala za povabilo in tudi organizatorjem za ta dogodek, se mi zdi zelo dragocen. Moram povedati, da je ta skupina Pomoč za samozaposlene v kulturi v času COVID-19 res taka ad hoc, neformalna skupina. V bistvu je nastala prav s prvo aktivnostjo vzpostavitve solidarnostne akcije zbiranja sredstev za kulturne delavke in delavce, ki jih je epidemija najbolj prizadela. Gre v bistvu za račun pri humanitarni organizaciji. Tukaj nam je nasproti prišel Rdeči križ, ki se je v bistvu v razgovoru z različnimi humanitarnimi organizacijami izkazal kot nekako najbolj fleksibilen. In v bistvu pri njih zbiramo ta sredstva, ki so namenjena pač za plačevanje življenjskih stroškov ljudem, ki so se res našli od danes na jutri v stiski. Ko se je pač 7. marca so se prepovedale javne prireditve, smo bili res nekako na tem, da je treba najti neko zelo urgentno, neko zelo hitro obliko solidarnostne pomoči za ljudi, ki so se od danes na jutri znašli brez možnosti dela in s tem možnosti zaslužka.
Tako da ta račun je namenjen pač temu, da Rdeči križ v bistvu preverja nekako finančno upravičenost. Namenjen je tako samozaposlenim kot tistim, ki delujejo v kulturi tudi brez statusa, ti so še posebej ranljivi, ker so jih tudi vsi vladni ukrepi spregledali. Tako da smo se pa obenem zavedali, poleg tega, da smo vzpostavili recimo to humanitarno akcijo, solidarnostno akcijo, ki v bistvu gostuje pri humanitarni organizaciji zaradi tega, ker gre na ta način za neobdavčena sredstva, ki jih lahko posamezniki prejmejo pač neposredno 100% in na zelo transparenten način, da to ne more biti odgovor na težave, v katerih so se ljudje znajdeli, da to ne more nadomestiti tudi nekih sistemskih rešitev, ki so nujno potrebne. Tako da smo vzporedno s tem zelo hitro nekako zagnali tudi našo prvi apel, peticijo, ki je v bistvu naslavljal vse samozaposlene, ne samo samozaposlene v kulturi, zaradi tega, ker v bistvu prvi ukrepi vladni, ki so bili napovedani, so pravzaprav naslavljali samo zaposlene in pa gospodarstvo. Sprva se samozaposlenih sploh ni nekako omenjalo. In zdelo se nam je nujno potrebno, da v bistvu delovna populacija, ki je že tako ali tako najbolj ranljiva in slabo zaščitena, da dobi v bistvu neke ustrezne oblike tudi pomoči. Tako da po tej peticiji, ki je zbrala tam skoraj 12.000 podpisov, smo v bistvu nekako potem reagirali na vse te nove vladne interventne ukrepe oziroma tako imenovane protikoronske ukrepe, ki so po eni strani naslavljali problematiko potrebnih oblik pomoči za vse samozaposlene, ampak tudi smo obenem s tem tudi targetirali področje kulture in samo Ministrstvo za kulturo. Se pravi, kaj bi lahko zaključili iz tega, da pač ljudje, ki normalno delajo, plačujejo prispevke, plačujejo davke, se v taki situaciji znajdejo brez pomoči oziroma jim mora pomagati Rdeči križ, ne? Se pravi, da nekako, kako bi rekla, daljnoročno to ni dobra rešitev, ne? Bi morali nekaj v tej smeri verjetno narediti. No, sej, vlada je potem tudi zelo hitro že v prvem interventnem zakonu naslovila tudi samozaposlene. V bistvu so na ta problem opozarjali poleg naše neformalne skupine, asociacije, tudi druge zastopniške organizacije in tako naprej. Tako da to je nek skupen, rečemo, uspeh. Tako da bilo je potem treba opozarjati tudi na nekako bolj primerne, ustrezne oblike te pomoči, kot je bila sprva predvidena, recimo s tem temeljnim mesečnim prihodkom glede na upad prihodka samo na mesec februar in tako naprej. Tako da je bilo potrebno stalno nekako reagirati na to, kaj je vključeno in kaj ni vključeno. Bi pa še opozorila, mogoče zadnje čase veliko poslušamo o tem, kaj Ministrstvo za kulturo je ali ni doseglo. Mogoče, ne vem, da se zdaj ne našteva, kaj dejansko je bilo zajeto v teh ukrepih pomoči. Razmislimo, v bistvu se mi zdi, da je zdaj vseeno tudi en trenutek, ko lahko razmislimo o tem, kaj pravzaprav samozaposleni pa tudi samo področje kulture potrebuje še kot nadaljnje korake. No, tako. Najlepša hvala. Še naša zadnja gostja, Mateja Lazar. Mateja Lazar je direktorica Zavoda Motovila in vodja centra Ustvarjalna Evropa. Za tiste, ki mogoče se ne prijavljate na razpise Evropske unije, bi rekla, da je to neka nevladna organizacija, na katero se vsi obračamo za razna vprašanja, ne samo ta, ki se tičejo evropskih razpisov.
ampak tukaj v tem pogovoru bi se pa osredotočila na te evropske razpise in namreč še posebej v programu Kultura je eden glavnih ciljev tega programa mobilnost. Mobilnost je ravno v tem času nekako najbolj otežena s tem covidom in kaj to pomeni za vaše programe, kaj se je dogajalo na terenu in ali mogoče v tem smislu Evropska komisija mogoče misel prešiftati ta fokus mobilnosti na fokus inovativnosti ali kaj takšnega, da se ne bomo več toliko premikali. Prosim. Hvala, bom poskušala biti čim krajša, ampak ne bom takoj odgovorila na vprašanje glede mobilnosti, ker mogoče vseeno to ni najtežje vprašanje ali pa največja težava. Hvala za povabilo najprej, tudi organizatorjem, super dogodek, zelo relevanten. Mogoče sam po predstavitvah obeh raziskav bi rekla, ja isto, zelo optimistična prva raziskava. Mislim, da je celo predstavnikom sektorja težko razumeti toliko mestne številke, kot so navedene v tej raziskavi. In potem takoj reality check z drugo raziskavo in mislim, da je super, da se je to zgodilo na istem mestu in v istem trenutku, ker je točno to, kar so tudi na Ekonomskem inštitutu poudarili, kako je pomembno, ko imamo podatke, da jih znamo interpretirati in ne izkoriščati statističnih podatkov. Tako da, kaj smo mi počeli v tem času, kot je si rekla, naš zavod Motovila spodbuja mednarodno sodelovanje, zlasti v evropskem prostoru in smo del evropske mreže 40 držav, centrov Ustvarjalna Evropa. Res je to samo en program, ampak žal edini na evropski ravni, ki je namenjen izključno sektorju kulture oziroma mi rečemo kulturnih in ustvarjalnih sektorjev. Tako da kar KKS KUS v našem primeru. Takoj marca, ko se je zgodila karantena, smo začeli spremljati, kaj se dogaja v drugih državah in recimo kolegi so nam poročali, da je večina držav takoj sprejela najprej administrativne ukrepe. Se pravi, da so sektorju omogočili, da glede na spremenjene razmere bojo še vedno upravičeni do podpor za že podprte projekte, za projekte, ki so bliže v teku. Se pravi, da zato, ker zaradi razmer ne bi bili možni izvesti projektov, ne bi bili sankcionirani oziroma da ne bi pridobili odobrene podpore. Potem veliko držav se je tudi takoj odločilo, da je oblikovalo neke strokovne skupine, ki so na terenu zbirale podobno kot recimo v našem primeru s temi raziskavami podatke, zato ker samo na podlagi dejanskih podatkov se lahko oblikujejo relevantni ukrepi za reševanje sektorjev in seveda tudi že takoj takrat na začetku so prve države že predstavljale načrte za posebne sektorske ukrepe. Se pravi, vse države so seveda začele na horizontalni ravni z nekimi fiskalnimi in socialnimi ukrepi za reševanje različnih sektorov, vendar vsak sektor seveda potrebuje tudi neke specifične ukrepe in take so druge države že takrat začele sprejemati. Mi doma, po drugi strani smo želeli izvedeti od naših partnerjev, od tistih producentov in organizacij, ki izvajajo tovrstne mednarodne projekte, s kakšnimi težavami se v tem trenutku soočajo in kakšne predvidevajo v prihodnosti in tudi, da predlagajo neke rešilne ukrepe, ki bi jim pomagali, da bi te kompleksne mednarodne projekte, za katere so že dobili podporo na evropski ravni, uspešno pripeljali do konca. Mogoče še za kontekst, Slovenija je zelo uspešna. Ponavadi govorimo negativno o črpanju iz evropskih programov. V okviru tega nadnacionalnega programa je Slovenija neverjetno uspešna. Recimo, če je stopnja uspešnosti na evropski ravni na razpisih 16%, govorim zelo tako počez, Slovenija dosega skoraj 30% uspešnost. In tudi pri številu podprtih projektov in organizacij dosegamo 6. mesto med 40 državami. Tako da, kar sem želela
želela povedati, je, da v tem trenutku imamo po Sloveniji preko 60 različnih organizacij, ki so v polnem teku z izvajanjem svojih mednarodnih projektov, kar pomeni, da so te razmere predstavljajo tudi nek riziko, da se jim izvedba prekine in vsi so poročali že takrat marca, da seveda, tako kot smo danes slišali, odpovedujejo aktivnosti ali pa jih, če se da, prestavljajo v virtualno okolje in večina je sporočala, da jih prestavljajo v jesen, kar je tudi predstavlja nov problem. Potem vsi so tudi bili enotni v tem, da čeprav je napoved o mogočih rezih zelo grozna, ko načrtuješ recimo mednarodne dejavnosti, je še huje to, da vse to delaš v negotovosti, da nimaš informacij, na podlagi katerih bi lahko pripravljal neki izhodni načrt in nek alternativen plan. Nekateri, zlasti na področju knjige in filma, so že na dan ena vedeli, da imajo probleme z denarnim tokom, vsi ostali so se zavedali, da bo to sledilo v roku meseca ali nekaj mesecev, se pravi denarni tok in potem dostop do dodatnih financ, srednjeročno in tudi dolgoročno, tako kot Slovenija, tudi nekatere druge države napovedujejo reze v kulturi. Predlagali so 4 ukrepe premostitvene, kratkoročne, to, da jim sofinanceri, v našem primeru Evropska unija, omogoča prilagajanje projektnih aktivnosti in maksimalno fleksibilnost, tako v smislu proračuna projekta, upravičenosti stroškov in tudi vsebinsko tipa aktivnosti, potem, da se podaljša trajanje projektov, čeprav potem kasneje so nam producenti javljali, da je to lahko tudi dvorezen meč, ker če podaljšuješ projekt, pomeni, da potrebuješ dodatna sredstva, da plačaš ljudi v času, ko se projekt podaljša. Potem znižanje vložka upravičenca in pa zvišanje seveda sofinanciranja na strani Evropske unije in pa 4. ukrep, tudi danes je bil že omenjen, poenostavljen in pa hitrejši razpisni postopki in pa hitrejši in enostavnejši postopki poročanja, zato da se čim bolj pohitri tudi ta denarni tok in prilivi, tako predfinanciranja kot potem končnega financiranja. Zdaj sam, če smem še, kako se je komisija odzvala, več o tem bomo slišali kasneje, tako da jaz govorim samo v kontekstu Ustvarjalne Evrope. Absolutno komisija se drži načela fleksibilnosti v maksimalni možni meri in v tem primeru upošteva načelo višje sile, se pravi zato, ker so vse države imele razglašene izredne razmere, se skladno s tem dopuščajo maksimalna odstopanja od predvidenih aktivnosti. Komisija je namenila tudi nekaj dodatnih sredstev, recimo za področje knjige 1 milijon evrov, 5 milijonov evrov za kinematografe v okviru mreže Europa Cinemas in skoraj 3 milijone za čezmejno mobilnost na področju uprizoritvenih umetnosti in ravno, ker vsak dan čakamo, da bo objavljen poziv za inštitucijo, ki bo na evropski ravni izvajala to novo shemo. Podaljšalo se je nekatere razpisne roke, pospešilo izbirne postopke, tako da ravno kar dobivamo počasi rezultate letošnjih razpisov. In mogoče, da zaključim še z temi sektorskimi ukrepi. V drugih državah sem tako ne bi želela, ne vem, imamo različne dokumente, spreminjajo se vsak dan, zadnjega, ki sem ga brala, ima več kot 120 strani nabora sektorskih ukrepov, ki jih izvajajo druge države. Skušala sem mogoče samo malo pripraviti nekaj tipov ukrepov, ki jih druge države izvajajo, recimo med temi od katerih smo dobili od naših kolegov informacije, gre za 23 držav, ki imajo tovrstne ukrepe, razdelimo jih lahko glede na to, na kateri ravni se izvajajo, na ravni države, regije, mesta, potem komu je ukrep namenjen, samim ustvarjalcem in organizacijam, ali pa na drugi strani občinstvu, recimo popusti za vstopnice ali pa vavčerji za odpovedane dogodke, potem ali gre za nek kratkoročni ukrep, se pravi SOS, gašenje požara in reševanje
preživljanje sektorja in ustvarjalcev, ali pa začasna oprostitev plačila davkov in drugih prispevkov, tudi oprostitev stroška najemnine oziroma dovoljenje, da se ne plačuje strošek najemnine in drugi redni stroški, ali pa tudi ukrepi, ki se soočajo bolj z nekimi posledicami na dolgi rok, recimo podpore za promocijo obstoječih ali pa produkcijo novih vsebin na spletu, potem digitalno opolnomočenje sektorja, razne promocijske kampanje za ponovno privabljanje občinstev. Mislim, da tak primer, kot je Lutkovne, je redek, da bojo imeli k večjemu obraten problem, ne dovolj mest. Potem, če lahko gre za finančne ali pa nemonetarne ukrepe, recimo brezplačno pravno svetovanje, ki je na voljo ustvarjalcem, ali pa v primeru finančnih ukrepov gre lahko za nepovratne subvencije ali pa za jamstvene sklade, ki sektorju omogočajo dostop do nekih posojil, ki imajo zelo nizke obrestne mere in dolgoročno odplačevanje. En obsežen meni, iz katerega bi tudi lahko naša država kakšne ukrepe mogoče izbrala. Namenoma nisem izpostavljala posameznih držav, da ne bi izpadlo, kot da je to list želja, ampak sem možen nabor. Kako bomo nadaljevali to okroglo mizo? Zdaj bomo imeli časa za kakšna 3 vprašanja, na kar bom pa zaprosila naše goste, da dajo še zadnje poudarke v enem ali pa 2 stavkih, kjeri so ključni problemi in kaj bi potrebovali, da bi jih reševali. Tako da bi goste 3. okrogle mize pol prosila, da še posebej ta drugi del zelo pozorno poslušate, zaradi tega, ker ta vprašanja in te ideje se bojo na vas nanašale. Tako da zdaj pa prosim vprašanja in tudi gostje med sabo si lahko zastavite, kako vprašanje ni prepovedano. Pa prosim, predstavite se seveda, čeprav ste se mogoče že prej, ampak zdaj imamo nove obiskovalce. Hvala. Se sliši Andrej Srakar. Ja, ptički. Dela. Se pravi, tema današnjega dogodka, kakor razumem, so raziskave in tako naprej, ki sta bile predstavljeni. Tudi Inga je v bistvu že omenila neke tudi prejšnje in tako naprej. Ena stvar, ki bi izpostavil, je to, da vendarle ne gre pozabiti, da tukaj so že raziskave v preteklosti prej narejene. Žal, in to se veže na vprašanje prejšnje okrogle mize, je res problem poznavanja, bi rekel, teh raziskav in v splošnem akademske sfere, študija, raziskovanja. Andrej, oprosti, a imaš kako vprašanje za goste te okrogle mize? Vprašanje konkretno za Evo, se pravi, opozarjam na te raziskave, ki so že, in ravno zato se na Evino oziroma prejšnjo raziskavo, ker vem, da so tudi statistiki tukaj, tudi v statistiki smo se večkrat pogovarjali, kako ste zagotovili reprezentativnost raziskave na eni strani, čeprav razumem, ste anketirali vse, kar je pravzaprav potem 1300, koliko sem razbral, relativno malo, in na kakšen način je možno tukaj posploševati. Ker seveda znotraj statistikov vemo, da to je zna biti vprašanje. Absolutno, Andrej, je to zelo smiselno vprašanje. Jaz sem imela te debate tudi z Ireno Grajenškovo, zaradi tega, ker je rekla, sem rekla, lej Irena, niti nimava midve, recimo predtem, mi da s Polono nismo imeli niti teh področji izmerenih, da bi vedeli, kakšna so področja pa deleži, dokler ni pač ta raziskava prišla, ker pomeni to, da za res, jaz ves čas sem rekla, to je preliminarna, ne? Mi jo bomo ponavljali, ker pomeni to, da bomo lahko te deleže pač dejansko potlej tako smiselno naredili v drugi, ampak smo pa dejansko plavali in to po mojem zelo dobro veš v teh negotovih kje in kako. In potem sem imela res malo zaskrbljen pogovor z Ireno in mi je rekla, lej Eva, noben v Evropi ni tako hitro začel tega meriti, je rekla, boljše je, da identificirate neke zadeve in da vidite, kje so lahko neke problematične točke in da potem v jesenskem merjenju oziroma zimskem merjenju v bistvu vse te korekcije naredite. A Polona bi ti kaj rekla? To je to. Hvala lepa. Samo opozorilo, da bi bilo super, ker so pomembni ti rezultati, da se za postopki, kot je uteževanje ali pa kaj podobnega, potem resnično naredi.
se zavedava in bova vse to še potlej tudi si vzela malo več kot samo en mesec dela, a ne? Ja, se to. Se tudi za evropsko itak pa sploh. Hvala, imamo še kakšno vprašanje mogoče? Štejemo do 3, 2, 1, 0. Ok, zdaj bi pa prosila goste tega omizja in mogoče začnemo kar zadnjo tokrat, da bo prva, ampak res v 2 stavkih, 3 izpostaviš, kaj je glavni problem z vašega gledišča in kaj bi potrebovali, da se ga rešuje. Danes je bilo tudi že omenjeno, da v bistvu ta kriza izpostavlja samo težave, ki so bile že tudi prej. Tako da tudi, ne vem, ko gledamo primerjalno druge države, vidimo, da najbolj kaže tistim, ki imajo tak heterogen in robusten kulturni ekosistem. Recimo tudi, ne vem, v Avstriji fundacije so se povezale med sabo, v Romuniji banka odprla sklad za nepovratno pomoč sektorju. Tako da pri nas je vedno ta dialog v glavnem z Ministrstvom za kulturo ali pa nekaterimi ostalimi ministrstvi ali pa na mestni ravni in se že končane. Tako da že to je prvi problem. Drugi je mogoče taki, ste ga vi tudi rešili malo s temi podatki, se pravi, mislim, da v Sloveniji absolutno raziskave se morajo nadaljevati, ker je to edini pogoj za to, da lahko argumentirano prepričamo o pomenu kulture neprepričane. Zato, ker stalno se mi pogovarjamo samo znotraj tistega sektorja, ker itek mi vsi verjamemo, da je. Mi ne rabimo nekih raziskav, da nas prepriča, da ta sektor nima samo nekih ekonomskih, ampak tudi neke druge pozitivne učinke. In pa mogoče še to, ker delam na ravni spodbujanja evropskega povezovanja, da zdaj v tej situaciji bi želela pa še bolj poudariti, sredstva Evropske unije niso nadomestilo za umanjkanje sredstev doma. To je zelo nevarno. Se pravi, samo znotraj Ustvarjalne Evrope te organizacije, večina njih, 60-70% je nevladnih organizacij, v katerih delajo samozaposleni, se pravi, pridobi na letni ravni v povprečju 3,5 milijona evrov evropskih sredstev. Na te 3,5 milijona evrov morajo pridobiti še enkrat toliko, zato da lahko uspešno pripeljejo projekte do konca. Tako da jaz se res nadejam, da se ohrani saj tisto sofinanciranje, ki je že obstajalo. Mislim, kakršnikoli rezi bi imeli domino efekt. Še slišimo. Jaz bom takole rekel, zelo kratko, se pravi po vzoru prakse Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za zunanje zadeve se mi zdi nujno potrebno podoben oddelek za kulturo in kreativo vzpostaviti tudi na Ministrstvu za gospodarstvo, se pravi, da le to ne bo pristojno zgolj kot nadzorni organ kolektivnih organizacij. In pa toplo bi priporočal prebrati še enkrat tisto edino praktično pomembno točko za kulturo v strategiji razvoja Slovenije 2030, ki pač pravi, kultura je znak identitete, prepoznavnosti ter družbenega in gospodarskega napredka. Ja, zdaj dosedanji ukrepi so bili pač gašenje požara, ne. Zdaj z vidika našega delovanja v smislu potrebnih oblik podpore samozaposlenim, mislim, da je to gašenje požara še tudi kar potrebno in v tem smislu mislim, da nekako mogoče primerljivo s tem, ko je v tretjem proti-korona paketu bilo podaljšanje subvencioniranja začasnega čakanja na delo za zaposlene, da bi bilo primerno in pravično tudi podaljšati oblike pomoči za samozaposlene, glede na to, da je pred nami poletje, ki je v bistvu za mnoge panoge v kulturi sušno obdobje, festivali, ki so v tem času sicer aktivni, se lahko v takih omejenih oblikah izvajajo, da je vprašanje, če se bojo oziroma ne bojo rentabilni. Mislim, da bi bilo smiselno razmišljati o podaljšanju te pomoči vsaj do pač konca poletja. Vkolikor to ni možno, na voljo so tudi kohezijska sredstva, pozivamo Ministrstvo za kulturo za ustanovitev recimo kriznega sklada,
za v bistvu kritje izpada prihodkov zaradi epidemije ali pa podporo v obliki delovnih štipendij in podobno. Zdaj mislim pa, da izziv pa pride potem tudi, kaj pravzaprav potegniti iz same te lekcije, te korona krize in kako v bistvu razmišljati o tudi nekih srednje in dolgoročnih ukrepih. In kakor recimo vidimo zdaj neke poteze, ko jih je recimo tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve potegnilo, da v bistvu razmišlja o nekih prilagoditvah oblike dela za zaposlene v obliki pač subvencioniranja skrajšanega delovnega časa. Delodajalci tudi spodbujajo oziroma mnogi omogočajo delo na domu. Mislim, da bi mogli tudi dolgoročno razmišljati, kako pravzaprav okrepiti populacijo najbolj ranljivih na trgu dela, to so samozaposleni. Izkazalo se je, da je nujno iskati rešitve, ki bi okrepile pač njihovo socialno varnost dolgoročno. In tudi se strinjam, da je tudi še ena stvar, ki se izpostavlja tudi za samo področje kulture in zadeva tako samozaposlene, nevladne organizacije in pa javni sektor, in sicer v bistvu naš manko ali pa tudi rečemo temu, še veliko rezerve imamo tle na področju same digitalizacije oziroma spletne pojavnosti. Jaz mislim, da tudi tukaj bo treba veliko vlagati tako v recimo krepitev znanj, veščin, tudi same infrastrukture, da bomo pravzaprav se nekako bolj opismenili za samo spletno pojavnost, ker moramo računati s tem, da glede na to, kako se devastacija okolja nadaljuje, nažalost, da bomo v prihodnosti pač lahko soočeni še s takimi situacijami in se moramo za te v bistvu scenarije boljš nekako že vnaprej pripraviti in v tem smislu tudi razmišljati in se krepiti od tega, kako vključujoče bolj komunicirati s publiko na spletu, ki gre onkraj všečkov in klikov, kako razmišljati o drugačnih produkcijskih predstavitvenih formatih na spletu, kako v bistvu distribuirati in arhivirati in katero infrastrukturo pri tem uporabljati, da v bistvu ne pristanemo vsi na Zoomu in podobnih komercialnih kanalih. No, tukaj se mi zdi tudi velika nekako potreba in hkrati se mi zdi nujno, da tudi na Ministrstvu za kulturo v bistvu pridejo nasproti in oblikujejo neko tudi skupino delovno, ki bi pravzaprav razmišljala o nekih modifikacijah ukrepov in novih ukrepih za to področje. Uroš? Jaz bi se najprej odzval na to zadnje v zvezi z digitalizacijo. V resnici je ta virtualno okolje bilo odrešilno v prvem obdobju epidemije, ampak za področje živih umetnosti se mi zdi, da je to še posebej v luči napovedi, da naj bi se tudi v okviru ustvarjalne Evrope krepili ta orodja in nasploh usmerjali sredstva v to smer, nam to pač ni nikakor rešitev oziroma ne substituira, ne nadomesti izkušnje, ki jo sicer kultura in druženje omogoča. Sicer bi pa dve ključni stvari izpostavil, da sprejemanje navodil Inštituta za javno zdravje kronološko in pa tudi sprejemanje ukrepov za sektor kulture kaže, da imamo veliko težavo z umeščenostjo našega sektorja v družbeni sistem oziroma podsisteme in da je to neka naloga, ki jo mogoče lahko na pozitiven način potegnemo ven iz te situacije. Skratka, čaka nas naloga, da v resnici z nekimi proaktivnimi dejavnostmi v tem poletju, to jesen, na način sodelovanja tistih akterjev, ki smo, ustvarimo v bistvu čim boljšo podobo v javnosti, da odpravimo vsaj del teh težav, ker v resnici
imamo težavo, da delujemo v dokaj akulturnem okolju. Zaradi tega je na mestu, jaz mislim, neko strateško komuniciranje. Mi tudi skupaj v resnici že pripravljamo neke te akcije, pa bom mogoče še, da ne bom vsega Ingi vzel, ona, ki je o tem povedala. Ne, bom, ampak nisem hotela iti v to smer, hotela sem iti celo še nad to smer. Jaz mislim, da recimo nacionalni program za kulturo bi bil tudi ena od stvari ključnih. To pač že kar nekaj časa ga nimamo, kar kaže na ne dolgoročno vizijo ali pa premislek, kje smo, kdo smo in kaj hočemo biti čez nekaj let, tako da mogoče, ko je vprašanje, kaj bi si želeli, da vlada ali ministrstvo ali ustrezni organi naredijo, je res en dober premislek in končno spisan program, kako nas vidijo in kje želimo biti čez nekaj časa. Seveda z roko v roki, z akcijskimi načrti, ki naj ne bi več bili tako pavšalni in naj ne bi bili samo slovo na papirju, ampak dejansko stvari, katerim stremimo in ki bi jih uresničevali. To je ena stvar. Druga stvar, dialog, konstruktivni dialog resornega ministrstva in odločevalcev s strokovnimi skupinami, s civilno družbo, s terenom, ki to področje krepi, gradi, razvija in skupaj z njimi ga soustvarja. Eno brez drugega težko, da bo eni brez drugih ali pa eno brez drugega bo težko daleč prišlo. In če dodam še ta del, Uroš, ki si ga navrgal, meni se zdi ena od pač redkih pozitivnih stvari, ki se je pa zgodila v tem obdobju, je pa dejansko to, da smo bom rekla, vsi nivoji, ker so nas tako nekoč videli kulturnega sektorja, se pravi javne zavode, ljubitelje, poklicne nevladne organizacije in tako naprej, vedno videli kot sovražnike med sabo ali pa tiste, ki skozi bojujemo. Ne, ni res. Mislim, da je ta kriza več kot dost pripomogla k temu, da smo mogoče še odločevalcem ne tako močno pokazali, ker nočijo tega videti, da smo eno in da razmišljamo in gradimo skupni sektor in da bomo to počeli, ne glede na to, kdo na drugi strani sedi, kakšno vizijo ima, mi smo eno. Delujemo na različnih področjih, skozi drugačne mehanizme, ampak to počnemo, ker smo ekosistem. In v duhu tega absolutno pač tudi pripravljamo bom rekla, akcijo ali pa imamo načrt tako populistično, kot se pravi doseči vse nivoje civilne in strokovne in vse ostale družbe in vstopiti s tem, da kultura kot vrednota je ključna, ona je in mi smo tisti, ki jo izvajamo za vas. Tako da ob mnogih negativnih stvareh so pač tudi pozitivne in jaz upam, da bo ta mehanizem oziroma to, kar smo zdaj uspeli zgraditi, nas delalo močnejše in bolj gotove v skupnem dialogu z drugo stranjo. Tok. Prosim še Eva. Skratka, ker sem že to govorila, ampak Barbara Predanova je lepo povedala, nekaj imeti podatke, pa nekaj jih je tudi v ta prav kontekst postaviti. In bi tukaj rada samo to poudarila, da med covidom se je zgodil tudi gorenje, in v bistvu splošno slovenska javnost je bila zelo zaskrbljena, kaj se bo s temi delavci dogajalo. In zdaj pa, če pač kontekstualiziramo to, imamo pač tle neko gorenje s 35,000 ljudi, kulturno-kreativen sektor. Hkrati te ljudje ne dajo samo en pa drug štravp skupaj, ampak delajo pač veliko bolj delo z dodano vrednostjo. In tudi ta dela se bojo, po mojem, če gledamo iz vidika prihodnosti dela, bojo ena redkih, ki se ne bojo mogla v veliki meri robotizirati. To, da se mi zdi, da gre ravno za strateško vprašanje, kaj v Sloveniji hočemo podpirati in dolgoročno razvijati. Verjetno ustvarjalni potencial je nekaj, kar je smiselno podpreti in kot se kaže, ne glede na to, da se govori o tem mitu, koliko je v bistvu ta sektor priklopljen na državo, te podatki, ki smo jih mi dali, ne kažejo tega, ampak ravno nasprotno. In zakaj? Zato, ker je to v bistvu tak velik delež na samozaposlenih, ki so jim pa vsa vrata zaprta. To se pravi, še enkrat poziv, če kdaj mora država ukrepati in pomagati, je to zdaj in definitivno se bo ta vložek, ta evro, če se moramo že pogovarjati o teh ekonomskih terminih,
dejansko podvojil ali pa saj potrojil, če bo ustrezno pač plasiran. Najlepša hvala za te zaključke. Jaz bi zdaj kolega Markota pozvala, da nam da navodila, kdaj bomo jedli in kdaj ne začnemo z naslednjo okroglo mizo. Upam, da kljub zamudi, da imate še vsi udeleženci naslednje okrogle mize čas, da ostanete, da nimate že kakih drugih obveznosti. Marko, prosim. Ja, jaz bi predlagal, v bistvu kosilo seveda bo, jaz bi predlagal, da nadaljujemo s programom, da mogoče kdo gre na WC, da mogoče gre kdo po kavico tja v kot in da se v bistvu zamenja scena in da nadaljujemo v bistvu potem lahko mirno pojemo kosilo. Se pravi, si vzamemo 10 minut lahko? Recimo 5 do 10 minut in gremo, ne vem, pač kar gre na WC, toliko da se menja in je to. Se pravi, 5 čez 12, 5 čez 13 se vidimo tukaj spet. Tako. Hvala. Zdaj vmes pa lahko, da povem še informacijo, da po kosilu vabimo vse udeležence tudi na strokovno vodenje po razstavi Made in, ki ga bosta vodili Cvetka Požar in pa Maja Vardjan.